Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo padec meja vsako leto počastijo tudi konjeniki treh dežel na tromeji med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Letošnje srečanje konjenikov treh dežel je gostila Kranjska Gora. Organizatorji iz konjeniškega kluba Špik pa so bili z udeležbo zelo zadovoljni. Z letošnjim letom smo lahko zadovoljni z obiskom kot konjenikov, obiskovalcev in tudi prireditev je tako uspela, da ni prišlo do nobenih težav in to smo najbolj zadovoljni s tem, da to poteka normalno. Ja, najprej smo se zbrali v Ratičah na mejnem prehodu, da smo formirali kolone, nato smo se pa podali proti Kranjski Gori, naredili en krog in nazaj do Podkorena, do poligona, kjer imamo še nadaljnje srečanje in pogostitev konjenikov. V sprevodu je bilo tudi veliko mladih konjenikov. Seveda to je dogajanje, kjer je udeleženih treh dežel in lahko smo veseli, ko vidimo, koliko mladih je še zainteresirano za konjerejo in delo s konji, tako da se ni treba bati, da bi to izumrlo in da bo tudi dodatna turistična popestritev za konjerejo. Nad srečanjem je bil navdušen tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Po srečanju planincev, po srečanju šol treh dežel, po srečanju gasilcev treh dežel smo danes priča tudi srečanju konjenikov, ljubiteljev konj treh dežel. Tudi tukaj se povezujemo med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Zbirajo se ljubitelji in privrženci konjeniškega športa. In prav lep sprevod je bil danes, mislim, da je bilo res izredno veliko število konjev, kočij, jahačev, tako da prišli so prijatelji od Avstrije, Italije, pa tja do Radolce in do Dolenjske tudi nekaj kočij, tako da res izredno vzdušje. Tudi sicer je bila Kranjska Gora med prvomajskimi prazniki polna obiskovalcev. Ja, Kranjska Gora je danes pokala po šivah, res je izredno dobro sprejet bil tudi ta sprevod, tako da seveda tudi za turizem je to ena popestritev, ena dodana vrednost in lahko smo samo ponosni na to, tako da se te predsezone lahko kvalitetno zapolnijo z dogodki. Župan sosednjega Trbiža se je opravičil, ker na prireditev ni mogel priti, je pa prišel avstrijski župan Bistrice na Zilji. Ja, es ist jedes Jahr dieses Treffen und wir treffen uns immer drei Gemeinden und die drei Täler, Vsako leto je to srečanje treh dežel v treh državah. To je že 12. srečanje. Države se pri organizaciji med seboj izmenjujemo. Se pravi, dogodek je enkrat v Sloveniji, drugič v Italiji, tretjič v Avstriji. To je simbol prijateljstva brez meja in simbol dobrih odnosov med nami. Osrednja prireditev srečanje konjenikov treh dežel je vsako leto v drugi državi gostiteljici. Tako bosta naslednji 2 leti srečanje gostili Avstrija in Italija oziroma Bistrica na Zilji in Trbiž. Na predvečer 1. maja so tudi letos po Zgornjesavski dolini zagoreli kresovi. V Kranjski Gori so kresovali pri Oštariji, za zabavo pa so skrbeli Zgornjesavci. Po jezeru Bistri grava, čolnič plava, sem trtje. 1. maj praznik dela. Dober dan še zaspan, se priplazi na plan in obriše sledi še zadnjih noči. Dober dan še pijan, na okrog razmetan, ko se viter poda čez tihe poti. Od nekod prihrumi, se okrog zavrti, da obstane korak, lepo se mi zdi. Kakor zvoki kitar, kot si hodil marnar, so plesalke za manj, zaokrožile dan. Bomo si, kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra. V Ratečah je kresovanje pripravilo turistično društvo Rateče Planica in sicer na ledinah.
Na Dovjem pa je bilo kresovanje pri Stari Karavli. Tradicionalni kres na Dovjem organizirata Turistično društvo Dovje Mojstrana in Prostovoljno gasilsko društvo Dovje. Vsako leto imamo skozi več obiska, nadgrajujemo tudi vsako leto, tako da smo zelo zadovoljni. Tudi letos nam je vreme malo bolj bilo naklonjeno, tako da zelo zadovoljni z obiskom, z udeleževanjem in tudi pač z vso pomočjo, ki smo jo deležni. Seveda so kresovali tudi v gozdu Martuljku na tradicionalni lokaciji pri hiški športnega društva Varpa. Kulturno društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana in folklorna skupina Dovje sta včeraj v Kulturnem domu na Dovjem pripravila plesni spektakel. Nastopili so učenci od 2. do 5. razreda Mojstranške osnovne šole pod vodstvom Barbare Jovanovič in Vesne Režonja. Pa Matej Pritekal in Larisa Husič s Čačačajem, orientalska plesavka in Nina, Colorado Sisters, člani Društva za razvoj baletne umetnosti in baletnih plesavcev, Hardcore Swingers ter folklorna skupina Dovje. Mojstrani pri počivališču Sonček je bil tradicionalni blagoslov motorjev članov IPA motosekcije Gorenjske. Zbralo se je veliko motoristov, ki so se nato odpeljali še na panoramsko vožnjo. Spoštovane motoristke, spoštovani motoristi, člani motokluba pri IPI, dobrodošli v Mojstrani, dobrodošli v občini Kranjska Gora. Stereotip, da motorist ni dober turist oziroma da motorist ni turist, so že zdavnaj pokazali v Avstriji, se pravi, oni so razbili ta stereotip in v bistvu vsi vemo, kaj se na drugi strani Karavank dogaja, na kakšen način ste dobrodošli pri njih in ravno tako se tudi mi v občini Kranjska Gora tega zavedamo in smo, bom rekel, odprli vrata vsem vrstam turistov, pa naj bo to kolesarjem, tistim, ki pridejo peš z avtomobilom in pa seveda tudi vam, motoristom. Gospod Bog, zatekamo se k tebi in te prosimo, blagoslovi nas in ta vozila. Da nam brez škode služijo na potovanju, pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavljali v nevarnost sebe in drugih. Da bomo obzirni do vseh, da bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako tvoje priče vedno in povsod po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, dobri Bog, bodi z nami na cestah našega življenja. Obvaruj nas in vse udeležence v prometu pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, da se z vseh poti varno vrnemo domov. Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Lahko povem, da smo v IPA regionalnem klubu Gorenjske izredno veseli, da je to 13. srečanje tukaj v tem prelepem koncu Slovenije, Zgornji Savski dolini, ponovno lepo uspelo. Imamo več kot 80 motoristov iz cele Slovenije. Lahko se zahvalimo gospodu župniku za zelo lepo izvedeno blagoslov motorjev. Tudi motoristi so bili zadovoljni, ker imamo danes prekrasno vreme in bodo nadaljevali pot za ogledom Zgornje Savske doline, tako da upam in vem, da se bojo ponovno vračali tako kot že 13 stič doslej. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev.
Od jutri do četrtka bo v Kranjski Gori potekal drugi mednarodni kulinarični festival. V 2 tekmovalnih dneh se v različnih kategorijah med sabo pomeri več kot 40 tekmovalk in tekmovalcev iz različnih evropskih držav, med drugim iz Italije, Turčije, Srbije, Hrvaške, Makedonije in seveda tudi Slovenije. K tekmovanju lahko pristopijo vsi poklicni kuharji, obiskovalci pa lahko med spremljanjem napetih dvobojev obiščejo stojnice, preizkušajo kulinarične mojstrovine in uživajo v čaru Kranjske Gore. V torek ob 19:30 bo v restavraciji Napoli tudi večerja Stop 3 šefi. V tednu kulture bo DPD Svoboda imela otvoritev razstave Brušenja stekla s prikazom v živo. Razstavljala bo Ševala Kovač. Odprtje bo v petek ob 18. uri v razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku. V soboto od 11 do 14 bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori etnološka delavnica Nabrusimo škarje in nože pri potujočem brusaču iz Rezije. Gledališka igra Dom na Kredarici bo v soboto ob 17. znova na ogled v Kulturnem domu na Dovjem. Planinsko društvo Gozd Martuljk v sodelovanju s Planinskim društvom Kranjska Gora vabi na 2-dnevni izlet v nacionalni park Velebit. Odhod avtobusa bo v soboto ob 7. uri z avtobusne postaje v Kranjski Gori in ob 7:30 izpred penziona Špik v Gozdu Martuljku. Lovska družina Kranjska Gora v maju vabi v Ljudski dom v Kranjski Gori na ogled razstave z naslovom 70 let lovske družine Kranjska Gora. Planinsko društvo Jesenice sporoča, da sta koča na Golici in koča pri izviru Soče v Trenti že odprti. Drage gledalke in gledalci, toliko v tokratni kroniki tedna. Imejte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!